Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. Danes pa zelo na kratko, kajti v našem skromnem uredništvu se spopadamo s postpraznično depresijo, kar pomeni, da smo depresivni vse dneve razen praznikov, tako kot je to na Slovenskem navada. Če ima že telo težavo prebaviti vse to šunkovje in jajcevje, kako se šele muči Zato danes zelo počasi v nov teden. O tem, da gre civilizacija k hudiču, imamo mnogo dokazov, a nobeden ni tako poveden, kot so prvoaprilske potegavščine. Zadeva je zelo preprosta. Včasih so bile prvoaprilske šale v medijih priljubljena eskapada posameznih uredništev in če je bil bralec, gledalec ali poslušalec vsaj približno informiran, jih je z lahkoto vse prepoznal. Ker je bil svet enostaven in verjeten, je bilo vse izven tega mogoče v medijih objaviti le in samo za 1. april. Danes pa je kaj takega skoraj nemogoče, saj neverjetne novice spremljamo v medijih vse leto in tiste, ki naj bi štrlele po svoji neverjetnosti za 1. april, so z mirno vestjo objavljive tudi sredi junija. Tako je prepoznavanje potegavščin v medijih postal izziv podoben tistim, kot se z njimi srečujejo tekmovalci v kvizih slovenskih televizij. Teoretično vprašanje, ali se je resničnost spremenila v potegavščino ali pa so potegavščine postale resnične, sicer ostaja predmet razmisleka. Mi, kot oddaja, ki operira z dejstvi, pa vam bomo predočili nekaj najbolj vzorčnih primerov, ki so nas begali letos 1. aprila. Najprej in na začetku. Ni pomagalo, da je bil 1. april letos v sklopu velikonočnega praznovanja. Dvomiti v vse velikonočne novice je na nek način brezbožno. Zato vse, kar so o temeljih krščanstva mediji poročali letos 1. aprila na velikonočni ponedeljek, sprejemamo brez kančka dvoma. Ampak, ko bi se ustavilo vsaj pri vstajenju. Novica, ki je vsaj malo dišala na prvoaprilsko potegavščino, je bila tista, da je predsednica države obiskala blagoslov motoristov v Mirni Peči, ker je tudi sama motoristka. Na potegavščino namiguje že blagoslov motornih koles kot tak, kajti čemu bi blagoslov motorjev obiskalo 12.000 motoristov, šole varne vožnje pa samevajo. Hočemo povedati, da se zdi novica o tem, kako se motoristi pred začetkom sezone raje zaupajo vse višnjemu, kot pa strokovnjaku varne vožnje, vsaj malo privlečena za lase. Da se predsednica države naokoli prevaža v oprijetem usnjenem kombinezonu z izvezenim simbolom Hells Angelsov na hrbtu, se zdi po drugi strani bolj verjetna. Druga danes obravnavana novica pa se je dejansko izkazala za potegavščino, čeprav se zdi še kako resnična. Gre za vest o spomeniku Milanu Kučanu v Križevcih na Goričkem, kjer se je ta slovenski politik tudi rodil. Čemu je novica zvenela verodostojno? Po demontaži socialističnega spomeniškega arzenala je spoštovani ceh politikov v Sloveniji ostal skoraj brez spomenikov. Male plastike do prsne kipe in celotne figure premorejo umetniki in znanstveniki, celo kakšen športnik je vmes, politikov pa skoraj ni več. Tako so politiki od nekdanje inflacije padli v popolno spomeniško nemilost. In če sledimo logiki, da si aktivni politiki skušajo vsakodnevno postavljati spomenike v podobi čistilnih naprav, vodovodov, cest in krožišč, se zdi zelo verjetno, da si spomenik zasluži tudi upokojen, ako ravno še kako živ bivši predsednik.
Tretja novica, ki se je zdela kot prvoaprilska šala, je bila ona, da se je naš vrhunski kolesar Primož Roglič pred ciljem nekoliko izgubil, narobe zavil, a je kljub temu zmagal na kronometru. Neverjetno, a bilo je res. Zadnja prvoaprilska potegavščina, ki se je spet izkazala kot resnična, pa je bila tista, da je Slovenijo prekril oblak saharskega peska. Sicer so bili pretekli dnevi nekam megleni, mrč je visel nad obzorjem, a iz osnovnošolske izobrazbe vemo, kje približno leži Sahara. Leži v Afriki, Afrika pa je celina, ki je na tisoče kilometrov oddaljena od nas. In misel, da nas pozimi ne doseže niti ena sama snežinka, da pa je zato spomladi z neba mogoče pričakovati pesek, ki ga je prineslo iz Sahare, se zdi tako butasta, da je objavljena na 1. april skoraj zagotovo potegavščina. Ampak ko je Arso objavil, da res gre za nadležnega obiskovalca iz puščave, se je teza z začetka današnjega prispevka, kako gre planet definitivno v franže, le še enkrat pokazala kot resnična. Ob tem, da je resničnost postala potegavščina, pa imamo mediji še neprijetno lastnost, da že tako zmedeno realnost še dodatno zapletamo, krivimo in z njo manipuliramo. In to vseh 365 dni. Zato se zdi dobrodošel oziroma edino logičen predlog, po katerem bi na 1. april uredništva naredila izjemo in objavljala izključno preverjene, verodostojne in relevantne novice.